Živijo, sem Mojmir Šiftar in letos sem ambasador znaka Izbrana kakovost Slovenija. Jaz se zelo rad družim okoli žara s prijatelji in danes vam bom pokazal, kako dober kos mesa spremeniti v odlično jed. Evo, pred sabo imamo odličen kos telečjega hrbta z oznako Izbrana kakovost Slovenija. To pomeni, da bo zelo mehko in pa zelo okusno. Zdaj, kaj moramo narediti? Moramo ga začiniti. Začinimo ga z svežim timijanom, medom, malo sojine omake, dodamo še vsa ostala zelišča in pustimo počivati čez noč. Meso lepo zmasiramo in utremo noter vse te okuse iz obeh strani. Mlado čebulo odrežemo na pol. Ta bel del bomo uporabili za pečenje na žaru, kar pomeni, malenkost nasolimo in bomo samo obrnili na žaru, da dobi tiste lepe zlato-rjave lise. Zeleni del lepo nasekljamo na rezine in pa začinimo z jogurtom in soljo. To bo ta sveži del krožnika, ki bo dodal tisto piko na i. Naše meso se je mariniralo čez noč in zdaj je pripravljen za peko. Zakurimo žar, vroče oglje, vroča rešetka, to je ta prav recept. Pečemo ga na obeh straneh in ga sproti malenkost obračamo. Istočasno ga tudi premazujemo z raztopljenim maslom, dokler ne doseže središčne temperature 55 stopinj. Zdaj, kako to vemo? Vedno je najboljše uporabiti termometer, ga damo noter in vidimo, da je gotovo. Ko je meso pečeno, ga damo dol iz žara in pustimo počivati vsaj še 10 do 15 minut, da se vsi sokovi, ki so res okusni, povežejo med sabo. In to je to. V posodi zavremo približno liter vode. To vrelo vodo prelijemo čez ajdovo kašo in pustimo počivati 15 minut. V tem času se bo ajdova kaša glih prav skuhala, da bo na zob. V ponvi segrejemo maslo in na njemu prepražimo šalotko do zlato-rumene barve. Dodamo ajdovo kašo, ki smo jo odcedili, lešnike, začinimo s soljo in poprom in naša priloga je gotova. Imamo reducirano telečjo omako, ki jo samo segrejemo, po želji lahko dodamo kakšen kos masla noter in na koncu prelijemo čez meso. Evo, meso je spečeno, zloženo na krožnik. Upam, da bo tudi vaše prijatelje to zbližalo skupaj.